ko sem jaz prebrala, kakšen komentar, in potem, ko sem šla brati ta gnev, sem si mislila, pa dobro, pa ljudje, kam gremo? Prvo kot prvo, ti mene ne poznaš. Tako da ne rabimo iti na neko osebno raven, pa ne. Ja, običajno je to vedno osebno. Ja, vem, ja, ampak to, zdaj, pa sem se naučila, da to je vedno izhajajo ljudje iz svojega strahu, ne. Iz svojih, pač ko niso sigurni sami v sebe. Rabila sem ful dolg, Irena, da sem to sploh skapirala najprej, pa pol, da sem začela to dejansko delati. Tako da meni, recimo, prvi korak je bil, da sem nehala brati komentarje. Poznamo jo kot pevko, producentko, radijsko moderatorko, voditeljico, tudi igralko. Prvič smo jo spoznali, ko je še kot zelo, zelo mlada stopila na avdicijski oder šova Popstars in skupaj z ostalimi bipopovci spisala zgodovino. Izjemna ženska, je tudi mama, naša srca pa je osvojila tudi kot voditeljica oddaje Delovna akcija. Ana Praznik, seveda, dobrodošla v Zjaveva na ti. Čau, Irena, hvala za vabilo. Z veseljem. Pojdiva, ne bom rekla, koliko let točno nazaj, ampak pojdiva najprej na Popstars in začetek bipopa. Kako pogosto se ti zgodi, da recimo sediš z nekom na kavi in obujaš tiste spomine in si rečeš, pa kako je lahko šlo tako hitro? Kako se je lahko odvijalo tako hitro? Mislim, kar pogosto moram reči, sploh odkar smo 2019 punce kot trio prišle nazaj spet, ne, mečkan bolj pogosto kot prej. In sem ugotovila vmes, da se v resnici fulanih stvari ne spomnim iz tistega obdobja. Zato, ker se je tako hitro vse dogajalo, tako intenzivno, da sploh nisem imela časa procesirati vseh teh lepih stvari, ki so se dogajale. Tako da še dobro, da nas je bilo toliko, ker pol ima vsak kakšen spomin, a veš, in te pol spomni, ne. Tako da ja, no, se kar pogosto zgodi, no, v zadnje čase. Pa tudi dokazni material imate, ne? Ja. Poguglaš, na primer, če se ne spomniš. Prav, ne, ta dokazni material je bolj na VHS-kah. Ja. Tega mladina ne ve, kako je to bilo. Kdo je bila pa Ana takrat? Ana je bila takrat študentka podjetništva, prvi letnik podjetništva, ravno na sveže in na novo preseljena na Primorsko. Ful mi je bilo, mislim, mogoče zanimivo, ali pa tudi ne, kaj pa izvem. Kako sem se jaz sploh odločila za študij podjetništva. Jaz sem gledala, kjer fakultete, šole so čim del strani Zagorja. Okay. In se mi je zdelo, da je Portorož tako kar taka fajn destinacija, kamor bi bilo iti luštno študirati, in potem sem pogledala, podjetništvo, to se ful dobro sliši. In potem sem šla mečkam pogledati in sem se kar našla v tem programu, tako da izvor iz tega je bil pač to. Ampak ne, da bi se mi doma narobe, mislim, ne bi se dobro razumela ali karkoli, ampak jaz sem hotela čim del stran iz tega zahodnega Zagorja iti, ne. Danes seveda čisto drugače gledam na moje Zagorje, ampak takrat sem čutila, kot da ni dost zame tam enih stvari, kjer bi se lahko razvijala, no. In si šla študirati v Portorož in potem se ti je življenje, lahko rečemo, da kar obrnilo na glavo, verjetno, s Popstarsom. Jaz se zelo dobro spomnim, jaz sem bila takrat 13-14 stara, res se spomnim tiste euforije, v bistvu ste vi zasloveli čez noč, vrženi ste bili v slavo nekako na največje slovenske odre. Kako ostati prizemljen, sploh pri recimo 20 letih? Kako pa vem, veš kaj, mogoče je dobro to, da smo imeli drugega, ne? Da nas je bilo 5 od začetka, ne? Ki smo se res ful dobro razumeli in nismo nikoli na to gledali kot na nekaj več, ampak kot na nekaj, kar se nam je lepega zgodilo. A veš, ko sploh nismo mogli verjeti, da se nam je kaj tazga zgodilo. In smo hoteli sam lepe stvari pač doživljati, ne. Nikoli pa res nismo
tudi pri drugih, recimo nikoli nisem jaz začutila, da bi ostali 4, kasneje 3, imeli nek občutek vzvišenosti. Da bi odleteli. Ja, da bi malo odleteli. Ne? A veš, nikoli nismo niti rabili drugega opozarjati, da je malo se pri zemlji, pristrižemo krilca in to. Mislim, verjetno tudi taki smo, ne? Tako so nas vzgojili. Imeli smo pač prioritete postavljene, mi smo hodili samo 5 pa nastopati. In to je to. In zasloveli ste res, tako kot sem rekla, čez noč z mojim soncem. Ja. Jaz res ne verjamem, da obstaja kdo, vsaj od nas starejših, ki te pesmi ne pozna. Današnja mladina ne more vedeti. Takrat so bili sicer po mojem že CD-ji, mislim, da. Ja. In mene ta pesem še danes res spravi vedno v dobro voljo. Super. V bistvu me spominja na tiste brezskrbne čase, kaj je bilo vse tako lepo in fajn in preprosto. Katera pesem pa tebe spravi v dobro voljo? Ali jih je več? Joj, to je prvi meni tako trenutno. Ok, trenutno. Nimam ene pesmi, za katero bi rekla, ok, to je moja pesem, ko ne vem, se slabo počutim ali nekaj, si dam to pesem gor. Nimam ene take pesmi. Ampak recimo trenutno sem zelo v glasbi Teddyja Swimsa. Raziskujem vse njegove prejšnje albume in tudi tega ta novega, tako da trenutno Amazing od Teddyja Swimsa mi je tako top komad. Zelo pozitiven, zelo tako govori o tem, da se moraš imeti rad, torej da si lepa, ne glede na to, kakšna si. Taka si najlepša, ne? You are amazing. Tako da ti priporočam, da si poslušaš pesem. Je taka motivacijska. Bom, hvala. A imaš mogoče kakšen tak res poseben spomin, ki se ti je vtisnil iz tistih časov, ki ga res kakšna anekdota, ne vem kaj tazga, da se je res zgodil, kar ne boš nikoli pozabila, kar te mogoče tudi, ne vem, ali motivacijsko ali kakorkoli opominja, spominja. Veš, kaj pa je bilo, ne? Takrat, ko je Nejc umrl, je kadarkoli smo se mi 4 dobili, kjerkoli je to bilo, ali je bilo to zunaj, ali je bilo to not v kakšni dvorani, na kakšnih treningih, plesnih, ne, vedno je preletela čebela. Vedno je preletela čebela in to je bilo na koncu že tako, da smo mi bili, ko pa ta čebela tle dela, a veš, v kleti, nekje, brez oken, ko smo imeli trening in smo se sam spogledali, ok, Nejc, we got it. Tako da ene pol leta se mi zdi, da je tista čebela non-stop se prikazovala, kjerkoli smo mi bili skupaj. Malo je bilo na trenutke spuki, ampak hkrati pomirjujoče, veš. Zdaj sem ravno hotela tudi to vprašati, ta del, ker takrat je res obstala, lahko rečem po mojem, kar cela država, ko se je zgodila tista res tragična prometna nesreča, ko je Nejc umrl. Zelo se spomnim tudi jaz tistega dneva. Kako ste se soočali s to izgubo? Omenila si zdaj to čebelo, ampak vendarle, verjetno res ni bilo niti najmanj enostavno. Mislim, ne, ni bilo. Mi smo bili, se pravi, malo starejši najstniki, ne. Bilo je celo tako, da je mene poklical, v bistvu jaz sem bila do pred kratkim prepričana, da njegov oče, ampak pa sem zvedela, da ni bil oče, ampak je bil prijatelj. Jaz sem dvignila telefon in meni so povedali, pač to novico in sploh nisem dojela v resnici, kaj se je zgodilo, ne, kaj so mi povedali, ampak sam videla sem potem obraze od ostalih, ker smo bili pa vsi pri meni, ne, takrat, ker smo se ravno, moral bi še Nejc priti, ker smo se ravno odpravili na nek nastop in smo ga čakali in pol pač so nas poklicali za to nesrečo in pol sem se jaz oglasila na telefon. In meni je bilo najhujš to, da sem morala ostalim povedati. Ne. To mi je bilo najhujš. Jaz vem, da takrat sem se sam na tla sedla, pa pač niti se ne spomnim, kako sem to izustila. Sam vem, da pač takrat je bilo pa sam, cel svet se je sesul, sploh nismo mogli, ne vem, dojeti. Pol vem, da smo bili cel dan pri meni doma, pol so še game overi prišli k meni domov.
pa ta Mateja, ki je skrbela za naše fene takrat, ona je tudi prišla k nam domov, mami pa oči pa brat, vem, da so sam kuhali čaje, nam prineslo mojo sobo za jest, mislim, mi smo bili tako, ne vem, 24 ur ali pa še več celo, zaprti v mojo sobo in smo se sam jokali, smejali, pel, jokali, se tolažili. Tako, nekako se mi zdi, da smo takrat mogoče celo že malo skupaj odžalovali, ali pa nam je bilo lažje potem posamično odžalovati to izgubo. Ja. Kako težko je bilo pa potem ta korak naprej narediti v smislu, da ste potem vendarle nekaj časa še nadaljevali to zgodbo tudi v spomin Nejcu. Ja. Ampak mislim, ni bilo to težka odločitev, ne? Zato ker mi smo vedeli, da edino, kar si Nejc želi, je to, da on nastopa. Da je na odru, ker on je imel pa tako karizmo, on je bil tako, mislim, kamorkoli je on prišel, to so vsi sam popadali, res je imel noro energijo je imel. In on je živel za to pozornost, za te poglede, za vreščanja in ne vem kaj vse. Tako da smo rekli, da mislim, sploh nimamo izbire. Itak si mi tudi želimo to, hkrati pa je to pač res najlepši spomin na Nejca, ki ga lahko ohranjamo. Ne. Tako da, ja, nismo se težko odločili, no. Edino to, kdaj, ne, spet iti nazaj. Pač, imeli smo pa popolno podporo založbe, vseh, ki so delali takrat z nami, so rekli, gledaj, ko boste pripravljeni, mi smo z vami, stojimo z vami in pač ko boste. Tako da to smo imeli res ful srečo. No. Ti si potem, kasneje enkrat, povedala, da se za pevskim mikrofonom ne vidiš več. Tem si se pa vrnila na odre, a ne? Svojo skupino, tokrat sicer ženski trio je bil, a ne, Bebop Ladies. Kaj je prevladalo takrat, da si se odločila, oziroma da ste se odločile združiti nazaj, vrniti na odre? Te vem, zarečenega kruha, ne. Se največ poje. Ampak sem se naučila, veš, da nikoli več ne bom rekla, nekaj ne bom več naredila, ne. Po mojem je odtehtalo to, da ko smo me zopet se začele malo več družiti, torej več časa skupaj preživljati in smo ponovno začutili to energijo, ki je res zelo posebna in unikatna. Se mi zdi, da je to bilo pol odločilno. Ne? Fajn mi je bilo v njuni družbi, poleg tega smo pač vse mame, dale smo skozi ta neka obdobja otrok, ne? In smo pol, ne vem, nekako se mi zdi, da se je organsko zgodila ta odločitev. Sicer sem bila takrat, moram reči, zelo, kako bi rekla, utrujena, zelo obremenjena, zaradi tega, ker je bilo to istočasno z delovno akcijo. Ne? Mislim, da je bila to takrat neka tretja sezona, že, druga ali tretja sezona delovne akcije. In jaz pač sem bila ful utrujena, ne, ves čas. Nisem se v bistvu spočila še od snemanj, potem, ko smo mi začele z nastopi, ki so bili večinoma po noči, tako da nekako, ja, sem bila kar srečna, da se je pol korona zgodila. Sicer, mislim, kar se tiče nastopov, z Bebop je bilo tako malo, ne, a veš, mi smo kao glih nazaj prišli, zdaj pa je korona, ampak v tem smislu sem bila pa kar, malo se mi je kamen od srca odvalil, no. Ampak ti je žal, da si šla nazaj v to? Ne, ni mi žal. Okay. Fajn mi je. Rekla si že, odkot prihajaš, torej si Zasavka, študirala, da si podjetništvo na Primorskem, živiš pa na Štajerskem. Kje se počutiš najbolj doma? Zdaj? Zdaj se najbolj doma počutim v Mariboru. Kaj te je pa prineslo v Maribor? Ja, ljubezen. Sicer ne ta, ampak prejšnja. Okay. Ampak sem ostala v Mariboru, ker mi je res pač zelo domače se počutim tukaj, no. Ampak še vedno si rekla si prej moje Zagorje. Ja, moje Zagorje. Drugače gledaš verjetno. Tako kot jaz recimo na Jesenice. Jaz sem tudi želela čim prej stran, takrat še. Jaz sem šla že srednjo šolo v Radovljico.
iz zelo podobnega razloga, ampak zdaj gledam na Jesenice kot na pač moje najlepše, čeprav mogoče niso. Zame so. Mislim, zame je tudi Verjetno je Zagorje enako, najlepše. ja. Točno to, vsakič, ko se prepeljem dol čez Trojane, pa čez tiste ovinke, ko se pol tista Zagorska dolina odpre tam, sem tako, fajn. A veš, pa so neki spomini, pa avtobus na poln krožni, pa tam mam imela kafič, pa veš, mislim, fulno, res imam lepe spomine. Pa vedno, ko se mim peljem, se pravi po tisti cesti, na desni strani je park, jaz se peljem na desni, pa moja babi, zdaj že pokojna, imela pa stanovanje, tako v eno tako ulico na levi, jaz čisto vsakič, ko se mim peljem, vedno tako pogledam na tisti balkon od moje babi. Ostanejo sam lepi spomini, ponavadi. Res, ja. V otroštvu si pa ti trenirala tudi rokomet, če sem jaz to v redu ti prebrala. In ukvarjala si se z glasbo hkrati. Kaj je bila, če je bila kakšna tista prelomna točka, ko si pač izbrala glasbeno pot na mesto športne, če lahko tako rečem? Ja, mislim, preveč stvari v urniku. Jaz nikoli jaz sem se vedno sama polnila urnik, zato ker sem bila zelo zvedav otrok, jaz sem hotela vse probat, tako da zdaj se večkrat opomnim na to, ko moja hčerka hoče vse probat, si mislim, pa se ti bila ista, kot zdaj, a veš. In pa je bila res neka točka, ko sem jaz, ne vem, bila v 2 pevskih zborih, pa znotraj enega zbora še ena komorna skupina, pa znotraj te skupine še ena skupina in to je bilo za vsakič so bile vaje. Torej, jaz sem samo, ne pa tudi ob nedeljah, torej jaz sem čisto vsak dan imela neko obveznost, in to je bilo, ne vem, pač do večera. Meni je bilo nič hudega, jaz sem uživala v tem, ampak sta pa pač mami pa oči rekla, lej, zdaj pa, šola je itak na prvem mestu. Tako, a ja? A da je? Ne, na moji prioriteti. Ne, se nisem bila slaba v šoli, ampak vseeno. Me je zanimalo vse drugo prej kot šola, priznam. Tako da ja, in tudi, ker sem bila recimo v rokometu tudi kar dobra, so se pol tam začeli še dodatni treningi in vse in pa strehe, gledaj, to pač ne gre nikamor, zdaj odloč se, In potem sem razmišljala in v bistvu kaj ful dolg nisem rabila, vedno me je vleklo k glasbi. Tudi zaradi tega, ker sem si rekla, gledaj, šport je vedno lahko del tvojega življenja, vsak dana. Ne rabi biti to neka profesionalna športna pot, lahko je pa rekreativna. In tako je tudi bilo. Kaj si pa želela postati v otroštvu? Pevka? Ne, vzgojiteljica. Vzgojiteljica? Ja, vzgojiteljica. Pol dobro se razumem z otroki, s takimi mehkimi. Veš, kaj mi je fajn? Ker to jaz še tudi z mojo otjo, ona bo sicer zelo stara 8 let, ampak mislim, imate neke zavijalke očesne že, jih dobro trenira. Ampak vseeno je pa toliko otrok, da se vseeno zna ful spustiti na to neko res, v ta nek otroški svet. In jaz najbolj uživam v tem otroškem svetu. Jaz sem se takoj, ko je kakšna družba otrok ali nekaj, jaz sem že na tleh, pa neka čarovnica ali pa nekaj, a veš, skozi, jaz se ful rada uživim v te neke vloge. In od nekdaj sem res imela neko dobro energijo z otroki, sam pa ne vem, pa pač, ker vzgojiteljske ni bilo v Portorožu, sem pa šla pač podjetništvo. Kako pa ohranjaš to ravnovesje? Rekla si, natrpani urniki, po mojem, so še vedno, a ne? Ja. Kako ohranjaš to ravnovesje med delom in časom zase? Z rekreativnim športom ali? Ja, tudi. Čeprav moram reči, to imamo obdobja. Takrat, ko sem recimo na kakšnem projektu, kot je recimo delovna akcija, ki mi potem v tistem obdobju, ko snemamo, zavzame 3 do 4 mesece, takrat sem slaba s temi športnimi aktivnostmi, tudi zaradi tega, ker res časovno, pač mi snemamo od jutra do večera, cele dneve. Tisti en dan, ko imam pa frej, pa čutim, da telo kliče po počitku. Tako da tisti en dan si pač vzamem za počitek in ne grem za neki športac. Ampak potem, ko je tega snemalnega obdobja konec, pa takrat pa pač počasi najprej z neko hojo v naravo, pa že tudi malo na kakšno boksersko vrečo prešaltam. Kako si se pa znašla v voditeljskih vodah na radiju? A si bolj jutranja ptica, je to kaj botrovalo temu ali je bilo čist
Veš, kako je bilo? Nekako so se stvari kar same zgodile, zaradi tega, ker jaz sem bila najprej producentka jutranjega programa. Takrat sta bila voditelja Polona Požgani in Saša Pap. In jaz sem bila producentka in sem se takrat navadila zgodaj vstajati. Pol pa so leta minila in sem skozi pač čez nekaj let postala moderatorka najprej jutranjega programa, pol pa popoldanskega in na koncu pristala na dopoldanskem, v katerem sem se tudi najbolj počutila. Ja. Kje pa je težje nastopati? Na radiju, na televiziji ali na odru? Jo, to pa ne moreš primerjati. Ne, mislim, jaz to ne morem primerjati. Radio je težek v tem smislu, ker imaš ti nalogo povedati zgodbo samo svojim glasom. Ne. Tu ni nobene mimike, ni nobene, pač samo z glasom. Ti moraš pričarati nek svet s svojim glasom, kar zna biti zelo težko. Se pravi, televizija je potem spet čist nekaj drugega, kjer moraš pokazati neko karizmo, neko energijo. To. Oder, pevski oder pa pač zanimirati, ne vem, 1000 glavo množico, zdaj kako ti bo pa to ratal, pa mislim, včasih ratal, včasih pa združiš oboje, kar si že povedal. Ja, radio in TV. Čigavega koncerta ne bi zamudila? A to se zdaj pogovarjava o še živečih ali o... Po želji. Tist, kar ti je prvo padlo na pamet. David Bowie. Ampak mi je žal, da sem ga zamudila. To je ena stvar, ko je mogoče edina stvar, ki jo v lifeu obžalujem. Sicer ni tako, da sem imela zdaj možnosti, ampak sem ga recimo 7 let sem spremljala, če bom imel še kakšen datum in jaz sem se bila takrat pripravljena odpeljati kamorkoli, da bi videla pač ta njegov koncert. Pa ga nisem. Tako da to je mogoče res ena in edina stvar, da mi je žal v življenju. Da nisem že prej, ne? Ja. Ti si se nedavno spustila tudi v svet filma, poleg vseh tvojih velikih kariernih izkušenj, še 5 metulja. V bistvu je to mladinski celovečer, o enem mladem avtistu govori in tista vloga, ki jo imaš ti tam, je po mojem mnenju tebi zelo pisana na kožo. Sva se pogovarjali tudi o vzgojiteljstvu in tako naprej. Lahko malo poveš o tem liku, pa mogoče tudi o tem, kako ti je bilo snemati film? Alen, režiser, pa njegova žena Mateja, ona sta pač naredila scenarij za ta film. Predtem sta naredila že film Vloga za Emo, ki je tudi bil zelo uspešen celovečerni mladinski film. In tokrat sta izhajala pa iz njunega življenja, ker ona sta profesorja v šolskem centru Celje, na teh medijskih mediji, recimo Smer mediji. Mateja pa je svetovalna delavka. In nekako sta želela to neko zgodbo, ki se, mislim, verjetno ni ena zgodba, ampak se je dogajala recimo 10 let, ali pa ta nek, mogoče tudi sistem, v katerem ga so ujeti in tako učitelji kot tudi učence recimo s posebnimi potrebami. Sta rekla, da čutita, da morata to spraviti na trak, filmski trak. In 2019, se mi zdi, ali celo 2020, 2019, me je Mateja poklicala in mi je za to povedala in je rekla, če sem jaz da bi odigrala vlogo Zarje. Da ona ne vidi popolnoma nobene druge osebe, ki bi zaigrala ta lik. To je svetovalna delavka. To je ta svetovalna delavka, tako je. Kot mene, in da če bi jaz bila bi ona potem scenarij napisala z mano v mislih. Tako da jaz sem tako, prosim, ful počaščena, res neverjetno. Tako da ja, evo, takrat sem pol rekla nisem imela popolnoma nobenih pričakovanj sem rekla, popolnoma se vama prepustim, vidva sam vodita, jaz bom res kot voda. Ker boste toliko smerili, tako bom pa šla. Super izkušnja mi je bila.
Res tudi zaradi tega, ker sta vključila svoje dijake. Oni so bili pomoč, recimo tehnična pomoč, bili so tonski mojstri, so se zraven učili, bili so pri snemalni opremi zraven, delali so behind the scenes, montirali potem to. Tako da so videli v resnici tudi, kako je pri samem snemanju. Ne samo, da ti greš v kino pa rečeš, ja, mi je všeč, pa joj, ne, ni mi všeč, ampak so videli, koliko enega truda je v zadnji za tem. In videli so, da ja, snemamo tudi, ko je dež, in snemamo tudi, ko je mrzlo, pa se delamo, kot da je ful toplo. Ne? In ne, ni zdaj le toplega čajčka, bo pač treba malo potrpeti. Tako da se mi zdi, da sta dala s tem tudi njim ful dobre življenjske izkušnje. In zato mi je ta projekt še toliko bolj pri srcu, ker so sami dijaki ustvarili ta film. Pazi, kaj boš odgovorila na naslednje vprašanje. A te bomo še kdaj lahko videli na filmskih platnih? Ker se ponavadi naučim iz svojih napak, bom rekla, nikoli ne reci nikoli. Bi si pa želela drugače. Super. Ja, mi je bilo ful dober. Res posebna izkušnja in bi si želela še kdaj preizkusiti v kakšni drugi vlogi. Večkrat smo omenili že delovno akcijo, pa če greva še mal na ta del tvojega življenja. Veliko ljudi jemlje svoje stanovanjske pogoje kot samoumevne, medtem ko jih preveč ljudi živi v res nevzdržnih razmerah, in kot voditeljica te oddaje si ti res priča mnogim težkim, ganljivim zgodbam, ampak teh zgodb verjetno gledalci ne občutijo v taki razsežnosti, kot jih občutite vi, ekipa. Sklepam, da vsaka sicer od teh družin seveda nosi neko svojo zgodbo, vsaka nate pusti nek poseben pečat, 7 sezon, a ne, je že. A si vedela, v kaj se spuščaš, ko si se podala v to? Ne, niti podrazno. V bistvu pojma nisem imela. Sam rekli so mi, da je to ena taka zelo čustvena oddaja in da pač najmalj si pogledam te neke približke oziroma variacije ostalih oddaj. In to je to, ne. Mislim, jaz velikrat rečem, ko me včasih vprašajo, ne, točno to, pa velikrat rečem, to je tako, kot če greš prvič roditi. Vsi ti ful govorijo, kako je, pa kako lahko, ampak dokler imaš lastne izkušnje, ne moreš vedeti. Ne? Tako da meni osebno, ker pač tudi tak človek sem, ali pa sem bila pred 7 leti, ne, mi je bilo po prvi sezoni ful hudo. Mislim, že vmes, ampak pol sem to ful občutila. Ne. Jaz sem vse te zgodbe še ne mesece, leta nosila s seboj, so me res zaznamovale. Tako, ker sem jih projicirala na svoje življenje. Ne? Jaz sem se morala naučiti, da to niso moje zgodbe, da ne živim jaz teh zgodb, da to niso moji otroci, ki so, ne vem, ali bolni ali kakorkoli. Mislim, mene je to pol že razžiralo, ne. Tako da sem kar nekaj časa potrebovala, da sem to dojela in da sem sploh lahko pač naredila neko distanco, ne. Kar ne pomeni, da je meni vseeno, ne, ampak distanco profesionalno, v tem smislu, da jaz lahko to oddelam profesionalno, tako kot moram, hkrati pa, da obdržim to neko človeško plat, neko povezavo z družino, vse eno. Ne. Ker se mi zdi, da je njim to včasih bolj kot ta prenova, ne, ful so veseli in hvaležni in vse, in mi še leta in leta potem pišejo nesporno, ampak velikrat sem pa dobila občutek, da jim več kot ta prenova pomeni to, da so bili del neke skupine, da so nekam pripadali, da jih je nekdo poslušal, da si je nekdo čas vzel za njih. Ne. To, kar jemljamo za samoumevno, recimo velika tudi prijatelja ali pa kaj tazga, ne. To me je kar tako, no. Da je to del tvojega življenja, naučila si se to nekako obvladovati z neko mero in ene in druge strani, ampak kako si to predelala, kako si
ugotovila ali pa prišla do te točke, ok, zdaj pa dost. Moram pač razumeti, da to ni moje, ampak da pa pomagam, kolikor lahko. Ja, s pomočjo, ne? S pomočjo. Moram reči, da sem zelo hvaležna za mojo prijateljico Tjašo. Hvala, Tjaša. Tjaša, hvala. Ona je psihologinja in ona je ta strokovni steber, ki mi je pomagal, da sem šla skozi to, da mislim čist, ne vem, dala mi je naloge, glej, danes, ne vem, ko bo konc dneva, se used, pa si napiš 5 stvari, ki so se ti torej 5 lepih stvari, ki so se ti v današnjem dnevu zgodile. Ali pa napiš, ne vem, 5 stvari, za katere si hvaležna v današnjem dnevu. Tako, čist fizično, da greš napisati in to je to, ne. Tako da sama ne vem, če bi bila sposobna to predelati, kot se reče, ne. Spet, ko ti rečejo, ja, to moč predelati. Ja, vem, kako. Tako da ja, ona mi je dala neka orodja, ki mi tudi danes pomagajo, da znam to delati. Sem te ravno želela vprašati, ker si zelo javno izpostavljena oseba in verjetno si tudi še vedno, sklepam, glede na družbena omrežja in njihov razpon, tarča raznih kritik, ne vem, zlonamernih komentarjev in tako naprej. Sprašujem za prijateljico, koliko se te dotaknejo, čeprav imaš zdaj neke, si se naučila, no, ja. kako, da se te ne bi, ampak vendarle, ko ti po več mesecih delaš skupaj svojo ekipo za dobrobit drugih in potem slučajno mogoče kje prebereš nekaj res zlonamernega in vedno se najdejo neki ljudje, ki s kavča potem komentirajo nekaj, kar nima sploh nobene zveze recimo z vsebino ali pa sploh ne pogledajo oddaje in tako naprej. Tako je. Ja, jaz sem pač nehala brati komentarje. Ampak res nehala. Tako nehala, da so me potem, ne vem, včasih sodelavci, ekipa, ne, ko si videla, ko se to neki piše, ne, ko pa je. Pač čist nič nisem vedela, kaj se dogaja. Zato, ker tako kot si povedala, ne, ti daš ful ene svoje energije, odrekaš se svojim življenjskim, kako bi se izrazila, nekim bombončkom, ne, ali pa željam, ne, ki jih imaš, recimo iti na izlet z družino, iti, ne vem, žurat s prijatelji in tako naprej, temu se odrekaš, zato da svoj čas, svojo energijo posvetiš nekomu, ki potrebuje pomoč. In tu zadaj je pač ogromna ekipa ljudi, ki enako kot jaz to počne, ne. In se odpoveduje vsem tem nekim stvarem, zato da smo na voljo tam tem ljudem, ki so še enkrat ful hvaležni, ful veseli in res mislim, da smo imeli, ne vem, če je imel kdo eno slabo izkušnjo z nami. Ampak ko sem jaz prebrala kakšen komentar na objavo, ki sem jo s ponosom objavila, ne, kakšno slikco ali nekaj, ali pa z družino, kakšno, in potem, ko sem šla brati ta gnev, sem si mislila, pa dobro, pa ljudje, kam gremo? Pa kaj? Prvo kot prvo, ti mene ne poznaš. To, kar vidiš na televiziji, je Ana iz televizije. Pač ti mene ne poznaš. Tako da ne rabimo iti na neko osebno raven, pa ne. Ja, običajno je to vedno osebno. Ja, vem, ja, ampak to, zdaj, pa sem se naučila, da to je vedno izhajajo ljudje iz svojega strahu, ne. Iz svojih kako se reče po slovensko, insecurities, ne. Pač, ko niso sigurni sami v sebe. To. Rabila sem ful dolg, Irena, da sem to sploh skapirala najprej, pa pol, da sem začela to dejansko delati. Tako da meni, recimo, prvi korak je bil, da sem nehala brati komentarje. Ja, objavim, ker
moram v tem smislu, ker pač sem javna osebnost in si želim, da ljudje, ki me spremljajo, ne, mislim, zdaj ipak smo neka community, ne, skupnost smo nastali in si želim tudi pač tisti, ki me spremljajo, da vejo, kaj se dogaja, ampak jaz potem dam vse te komentarje stran, pač ne berem, ker sem se ful preveč presekirala zaradi njih, zaradi ljudi, ko jih sploh ne poznam. Pa tudi te ljudje so po mojem vendarle v manjšini, samo včasih izgleda, kot da niso, ker so pač zelo glasni. Tako, zelo glasni, ne? Veš, zato, ker tisti, ki pa imajo lepo in dobro mnenje, pa redko kdaj tudi napišejo, ne? To se mi zdi enako v tako resničnem življenju, ne samo na družbenih omrežjih. Veš, kolikrat daš pohvalo nekomu, ali pa kolikrat jo prejmeš, kolikrat te nekdo pohvali. Prej ti tudi od frendov ali pa kaj ti nekdo reče, no dej tele hlače pa niso bili najbolj, mogoče bi mogla malo, ne? Karikiram, ampak ne. In takrat, ko ti da nekdo pohvalo, kaj naredimo? Dej nehino se načni. Ne, hvala. Hvala, ker si to opazila ali opazil, ne? Katere vrednote pogrešaš najbolj na svetu? Koliko časa imava? Ful pogrešam solidarnost, ful pogrešam neobsojanje, pogrešam empatičnost, torej sposobnost človeka se postaviti v vlogo nekoga drugega. Da ne bi vedno in ves čas izhajali samo iz sebe in sebe dajali v ne vem kakšne čisli in ne vem kaj, medtem ko pozabljamo na pravice nekoga drugega. Ne? Jaz vedno rečem, moje pravice se končajo tam, boš nadaljevala? Kjer se začne pravica drugega. Tako. Ja. Je res. Ne, nimam jaz čisto vseh pravic. Ne morem kar hoditi čez tebe, sorry. Pač ne. In treba se tega tudi zavedati, treba večkrat to tudi povedati. Ja, imamo pravice, vsi imamo pravice, ampak vsi imamo pravice. Ja. Tudi tisti, za katere ti misliš, da jih nima, ima pravice. To niso samo tvoje pravice po nekih tvojih vrednotah ali neki. A veš? In kako zelo pomembno je, recimo, kakšne vrednote sporočamo tudi prek takih oddaj, v tej, bom rekla, poplavi raznoraznih resničnostnih šovov, kaj šele popolnosti na družbenih omrežjih. Se pravi, za mlade predvsem. To je nujno. Meni se zdi, da je odgovornost vseh tistih, ki smo javno izpostavljeni, to je odgovornost, naloga. Dajati ali jasno in glasno povedati, kaj so prave vrednote. Kaj je tisto, kar je pomembno. Jaz to čutim kot mojo odgovornost. Res čutim to. In nikoli ne bi mogla zagovarjati ali pa ne vem, podpreti kakšnega projekta, za katerega bi mislila, da škoduje nekomu. Da bo neka, ne vem, ali je to posameznik, ranljiva skupina ali kakorkoli, da bo nekdo na slabšem zaradi tega. Obratno. Vedno se zavzemam za tiste projekte, posameznike, kakorkoli, ki pač so na slabšem, ne? Ker sam to se mi zdi, da je to edini pravi način, da bomo lahko kot družba preživeli. Kot družba. Sej individualno lahko vsak živi, ne? Že živi. Ampak si želim, da bi živeli kot družba. Te neke vrednote, ki so pač meni bile, podane od mojih staršev, pa ne vem, no, mogoče sem malo zabluzila, ampak res se mi zdi, da pač smo ful preveč individualno usmerjeni. Že to neko, recimo, tekmovanje v šoli. Zadnjič sem se glih s kolegico pogovarjala, rekla, da so v njihovem razredu naredili ali neko skupino, lahko ne vem točno, za nadarjene učence. In da so nadarjeni učenci na koncu bili nagrajeni z izletom, ne vem, zmišljujem si v Gardaland, zmišljujem si. Ampak
samo določeni So že učenci dobili priložnost. Sploh, in zato, potem, ker so nadarjeni učenci, pač po nekih standardih, ne, ki si jih je nekdo seveda izmislil in jih je nastavil neke standarde, so bili pač, jaz sem bila zgrožena, prosim, to je v našem šolskem sistemu, jaz to sploh nisem vedela, meni je to grozno. Jaz sem bila navajena, ne vem, v našem razredu v osnovni šoli smo bili vedno mešani in smo tisti, ali pa so tisti, ki so bili boljši, pomagali tistim, ki česa nismo razumeli. Vsak je pa nekje dober. Točno to, sem hotela reči. A veš, kako ti veš nadarjen učenec v čem? A ste preverjali tudi nadarjenost v, ne vem, posluhu ali pa nadarjenost v predklonu? Ali mislim, halo? Ali ste sam gledali, kdo ima, ne vem, matematiko šteka pa slovenščino? A veš, to so mi tako come on. Mislim, da je ravno zaradi te tekmovalnosti in te težnje po popolnosti, ki je popolnoma napačna, po mojem mnenju, pomembno tudi povedati, da si ti človek, da sem jaz človek. Točno to. Prednostmi in slabostmi. Absolutno. In treba jih je, mislim, treba se je pogovarjati o tem, treba je to, mislim, jaz ne vem, včasih sem tako, ali jaz živim v nekem paralelnem svetu, v nekem idealnem, ne vem kaj, razumeš, ali je šlo vse skupaj nekam v maloro, ne. Ne vem, jaz sem bila, recimo res sem bila zgrožena nad tem, da so take razlike delajo med otroki, no. Ful. In pol se čudimo, ne, kam gre ta naša družba in pol smo mi, ki smo postavili ta neka pravila za nadarjene, nenadarjene, smo mi tisti, ki kritiziramo, kakšna je pa naša mladina, ne. Ja, sej, samo individualisti so, samo zase se brigajo, ne znajo več skupaj stopiti, ne posodijo kalkulatorja, ne, zato da ne bi nekdo bil boljši od mene. Se pa, halo, mi vzgajamo v tako družbo, z vsem tem, razumeš, ja, pridna si, zelo pridna. Jaz ne maram besede pridna. Takole ošpice dobim, res. Ja, isto. Kaj pa zate predstavlja dom? Dom. Dom zame predstavlja varnost, nekaj, kjer sem lahko to, kar sem. Mislim, s tem sicer nimam težav, tudi ne doma. Ampak tako, ne, lahko sem pač Ana v vseh verzijah, včasih tudi hkrati. Dom zame predstavlja dobro energijo, nekaj, kjer lahko kot družina počnemo stvari, ki jih počnemo sami. Dotaknili sva se individualizma in tega, da se je pomembno o tem pogovarjati, ozaveščati, da pač to ni prava pot. Pa me mogoče zanima, kdo je v tebi vzbudil ta altruizem, ta občutek za nesebičnost in za pomen in to, da je ključno v takšni družbi današnji pomagati sočloveku. Ne bi rekla, da je to samo ena oseba, ne? Definitivno starši, svojo vzgojo in s tem, ko so me naučili, kaj je prav pa kaj narobe, ne? Zagotovo tudi kakšna učiteljica v osnovni šoli. Pa pol, ne vem, mogoče ta občutek, ki ga že imam, ki ga že nosim v sebi. Ne, vedno sem, mislim, jaz sem rajš stopila na tisto stran, ko če je bilo treba narediti recimo v osnovni šoli kakšno, ne bom rekla zdaj grde besede, ali pa ne vem, če smo se zmenili, da cel razred nič ne zna, če smo slučajno kaj pisali, ne, smo pač, cel razred, tudi če sem znala, cel razred nič ne zna, v redu, bomo pač namenoma pisali šuse, da bomo še enkrat popravljali. Mislim, tako je pač bilo, no, takrat. Vedno sem znala najti prioritete, kaj je pomembno v življenju, pa kaj ne. Vedno sem rada pomagala, nikoli mi ni bilo nič težko za prijatelje narediti. Pa nekako sem to pa razvijala, ne. Ne smeš pozabiti na to, se mi zdi. Koliko si pa spretna
mogoče zdaj po teh 7 sezonah delovne akcije pri kakšnih hišnih opravilih, recimo, je pomagal ti kaj tudi v tem kontekstu, ta oddaja, da mogoče kaj lažje doma narediš sama? Ja, tako, ja, seveda. Mislim, da je razne stvari. Je pa tako, ne, da se doma glih ne lotevaš nekih, vsem prepustiš to strokovnjakom, ne. Smo pa zdaj ravno v fazi prenove sobice za Otjo in moram reči, da ima ona že kar jasno izdelano vizijo, kakšno sobo želi, kakšno barvo sten bi imela in ona bo seveda tudi barvala in sem rekla, super, seveda, absolutno, če je to tvoja soba, boš ti tudi zraven pomagala in participirala pri tem, da bo takšna, kot si želiš, ne. Tako da evo, zdaj bomo doma kmalu v tem projektu. Super. Ja. Zdaj mi te poznamo, po mojem, vsi kot vedno nasmejano, kot dobrovoljno pripravljeno pomagati, o tem sva se danes veliko pogovarjali. Omenila si sicer Tjašo, omenila si tudi boksanje, a je še kaj tazga, kar ti je nekako res v pomoč, ko imaš slab dan? Včasih je to muska, včasih je to gledanje kakšnega najbolj bednega sluzavega filma. Res, zato da ne rabim nič razmišljati. Klopiš. Ja, tako največja bedarija, to bom gledala. Okay. Včasih je to sprehod v naravo, včasih je pogovor s prijateljico ali pa včasih deci vina. Jaz sem zasledila, da je eden izmed citatov tvoje mami, da gre čas prehitro in da ga je treba izkoristiti. Kako si ti vzameš ta čas za te oddihe? Si ga pač vzameš? Si se naučila, da si ga moraš vzeti tudi zase? Ja, to sem se naučila. Težka. Ker včasih sem bila človek, ki sem želela vsem ugoditi zdaj takoj. Aha, zdaj so me poklicali, zdaj moram to urediti. Seveda, tak. Istočasno me pa nekdo drug pokliče. Aha, ja, to je treba urediti zdaj. Seveda. Pač ne. Mislim, dokler se nisem zapletla v neke lastne, pol na koncu tudi že miselne neke vezi, brez veze. Tako da sem se res morala prav tako, ne vem, 2-3 korake nazaj, zdaj pa dovolj. In sem se morala pogovoriti sama s sabo, kaj so prioritete in kaj je tisto, kar lahko počaka. Tako da danes nimam težave reči ne. Mislim, ne, da bi zdaj to izkoriščala ali kakorkoli, ampak res nimam težave reči ne. Včasih tudi zaradi tega, ker se ne počutim dober. Lej, oprost. Ne vem, danes se pa res ne počutim dober, a lahko prosim prestavimo ali pa lahko prosim, ne vem, nekdo drug neki. In se mi zdi, da če iskreno poveš, da če pokažeš to svojo človeško plat, ne, da nisi robot in jaz vse zmorem, ne, da na koncu gotoviš, da se razumejo, ne, ljudje. Pa da se tudi vedno da. Tako, vedno se da. Na koncu se vedno vse izide. Vedno je vse narejeno. Sami si ustvarjamo te neke pritiske, da mora biti zdaj takoj. Ne vem, kdaj so nam to vcepili v naše biti, Tudi jaz. To je neverjetno. Ja, ampak točno vem, o čem govoriš. Ampak zdaj razmišljam, da če človek ni dobro sam, pa tudi težko na dolgi rok vsaj, po mojem, dela dobro, res če zase ne naredi najprej to. Res je. V enem intervjuju si rekla tudi, da si želiš, da bi ljudje spoznali, da živimo na eni zemlji, in da to ni kanta za smeti, oziroma da z njo ne bi smeli ravnati kot z neko ogromno kanto za smeti. Kako to dopovedati vsem ljudem? Tudi raznim odločevalcem, politiki, ker pač določeni na plečih planeta gradijo svoj program, potem so pa tudi določeni ljudje, ki mislijo, da nič hudega, če nekaj vržem na tla. Naprimer, to karikiram, ampak to je neka najmanjša stvar, začne se na tak način. Tako je. To je po mojem $1 million question, ne? Kako to vcepiti ljudem. Jaz mislim, da če že ti neki posnetki, raziskave, dejstva niso dovolj, jaz ne vem, velikokrat razmišljam o tem, ali
tisti, ki si jih omenila, mislim, res to verjamejo, ali je vseeno tukaj spet ta lastni interes, tako imenovani kapital, ne, ki prevlada. A veš, a so res toliko brez duše, toliko brez neke, mislim, ali pa sebični, ne? Veš, ko tebe več ne bo, svet bo še naprej obstajal. Ampak kakšen svet bo to? Kaj hočeš ti pustiti za sabo? Smetnak? Mislim, zadnjič sem gledala en dokumentarc o tej fast fashion, ne, se pravi hitra moda, in me je, torej čeljust mi je dol padla, ko sem zagledala obale Gane, ki so, mislim, tako po mojem 2 metra v višino napolnjene z oblačili, ki jih je morje pač naplavilo, in sem bila, kaj mi delamo? Kaj mi delamo? In pol, ne, veš, to je dobro, da to pogledaš, ne, zato ker potem začneš mečkaj razmišljati tudi na drugih ravneh, torej, ne rabim novih kavbojk, imam 4 in čist dovolj, ne, imam tudi strgane, če so in, mislim, rabim če enih strganih kupiti, ne. Ne rabim novih čevljev, ne rabim tega, ne rabim. Ampak vseeno imam pa, veš, neki te žene, neki pa, mislim, spet propaganda, ne. Ja, veš, pa ta želja po popolnosti. pa tako, ne, tako. Tako da Nažalost, moraš tukaj, ne vem, nimam nekega odgovora, ne, niti mislim, ne vem kako. Najbrž je tudi na tak način se to govori. Tisti, ki so bolj izpostavljeni, da mogoče absolutno ozaveščajo. Pa tudi vsaka, veš, da, ne vem, če bojo recimo ljudje tole gledali, daj mal ustav se, pa mal pomisel o sebi, kakšne imam pa jaz navade. Kaj jaz naredim za to, da bo svet jutri ali pa svet za mano lepši, pa boljši. Mislim, mi imamo vsi otroke, jaz si res želim, da bi še kaj lepega tudi doživeli. Ne samo, da bi se rabili ukvarjati z tem, ali bojo z maskam hodili, ali bojo z ne vem čem hodili, razumeš? Jaz si želim, da bi zadihali to naravo in vse, a veš? Ja. Če greva še na eno družbeno pomembno po mojem, pa tudi klepam, da po tvojem stvar. Prejšnji teden, ko sva se videli, sem seveda opazila napis na tvoji majici. Bilo je napisano My voice, my choice, torej moj glas, moja izbira. Gre za evropsko pobudo zbiranja podpisov Inštituta 8. marec za pravico do varnega in dostopnega splava. Zakaj je to tako zelo pomembno? Ja, varnost, ne? Varnost. To se mi zdi ključna beseda. Vsaka ženska, po mojem mnenju, in ne po mojem mnenju, tako je in pika, vsaka ženska ima pravico do odločanja o svojem lastnem telesu. Vsaka ženska na tem svetu. To, da ženska, ki želi narediti splav, da je stigmatizirana zaradi tega, ker želi narediti splav, se mi zdi zelo narobe. Kljub temu, da imamo pri nas že let, desetletji to pravico ženske, še vedno, izkušnja moje prijateljice, še vedno zelo, kako bi se izrazila, ni fajn, ne? Čutiš se krivo, ko prideš tja in pač prideš tja z možem in rečeš, da oprostite, pač to pa tukaj smo stari, imamo otroke, pač ne moremo imeti, pač ne. Da te vseeno tudi stroka recimo obsoja s pogledi, z vprašanji, z gestami, s kretnjami in tako, ne. Kljub temu, da je pri nas to že pač ne. Kaj šele si predstavljam, je v državah, kjer pa je prepovedan splav. Kakšne stiske moraš te ženske doživljati? Pa
Pa veš, se mi zdi, da se premal pove tudi to, da niso vse situacije enake. Ne? Ker ne, takoj rečejo, ja bi pa mal mirkala. Ne? Ja bi pa pazila, bi si pa zrihtala zaščito. Lej. To so ta posploševanja. Mislim, to je to. Res posploševanje na celi črti. Vsaka zgodba je svoja zgodba. Daj prosim ne obsojati, apropo mojim željam, da bi se pač nehali obsojati na tem svetu, ker ne veš. Ne veš, kakšna je, odkot izhaja to. Ti se ne moreš postaviti v njeno situacijo, pač ne moreš, ker to nisi ti. In 1,000,001 zgodba je, ki jo ženska nosi s sabo, zato da se odloči za nekaj takega. Vsaka ima svojo zgodbo in vso pravico ima vsaka ženska, ne glede na to, kakšen razlog je, da naredi splav, če si to želi. Vsaka ženska ima to pravico in zato se jaz si želim, da bi v Evropi res, jaz imam Evropo za zelo napreden, najbolj napreden kontinent, kjer imamo po mojem mnenju najvišjo raven demokracije in vsega. Ampak na nekih točkah pa smo tako zelo zadaj, tako zelo zadaj, da v bistvu sploh ne morem dojeti. Recimo Malta, mislim, kjer je splav prepovedan. Poleg tega tudi države, kjer ni prepovedan splav, ampak je kakor etični kodeks ali ne vem, zdravnikom ne dovoli, da bi jim naredili. Kaj? Se pravi, je prepovedan. A veš, nekaj s temi floskulami. Ne vem, no, jaz se ful močno zavzemam za to, še posebej zadnje 14 dni, zato ker sem dobila eno sporočilo od pač ene osebe, ki je ne poznam, pisala mi je na Instagram, se mi zdi, in je rekla, jaz se vse lepo in prav, tudi jaz podpiram to, naj ima vsaka ženska, torej ženska to napisala, naj ima vsaka ženska to pravico, ampak dajmo najprej za svoje poskrbeti. Dajmo najprej rešiti težave, ki so v Sloveniji, tukaj imamo revščino, tukaj imamo prehrano v šoli, tukaj imamo, pa čakaj mal, pa ne moreš ti jabolk pa hrušk pa zelja mešati zraven. Mislim, halo, pogovarjamo se o varnem, dostopnem splavu v Evropi. In jaz kot Slovenka, kot Evropejka, si želim, da bi vsaka Evropejka imela to pravico. In jaz mislim, da je moja dolžnost, da je naša dolžnost, da jim pomagamo. A veš, ker pol pa se zatekajo v neke underground ordinacije, kjer je to vse mesarija, ne? Pol pa imamo druge zdravstvene težave. Ne? Tako da kar razvnela sem se zdaj ob tej temi. Upravičeno. To so zelo take tudi čustvene, se mi zdi, stvari in je prav, po mojem mnenju, da se jih zagovarja, da se pove na glas. Zakaj je z tega vidika dotaknili sva se Evrope? Če grem konkretno na Evropsko unijo, pomembno, kdo je del te Evropske unije. Zdaj govorim z vidika tudi politike, ki pač nekako usmerja, odloča, soodloča o vseh teh stvarih, ki sva jih omenjali, pa še veliko. Zakaj je to pomembno? Ja, mislim, da je cel pogovor najn stremi k temu, da sva povedali, zakaj je to pomembno. Zato, ker je pomembno, da prave vrednote pač, da so prepoznane, da jih zagovarjamo, da se ne omejujemo, da pustimo živeti, live and let live. To je krasen stavek, ne, ki ponazarja živi in pusti živeti. Vsak ima pravico do življenja, takšnega, kot si sam želi, ne da mu ga ti diktiraš. Tako da absolutno se mi zdi pomembno, da smo del soodločanja o tem, kdo bo zagovarjal vrednote tudi na drugih inštancah. Ne. In to naredimo tako, da gremo na volitve. Absolutno. Jaz, odkar sem dobila volilno pravico z 18 leti, nisem manjkala niti na enih volitvah. Niti na županskih, parlamentarnih, tudi za evropske, na vseh referendumih sem bila, tako da lahko zase rečem, da sem aktivna državljanka v tem smislu in na to sem ful ponosna.
in želim tudi mojo Otjo v to upeljati v smislu, da ve, da je to pomembno. Ne? Ker če jaz oddam svoj glas, pomeni, da imam pol tudi pravico kaj pokomentirati. Če pa pač nič ne naredim, ne, pol pa... Ker so taki ponavadi najbolj glasni, ne? Tisti ta drugi. Ja, žal, ja. Zato pa upam, da bo pač čim več ljudi šlo na volitve, ki prihajajo. Katerekoli, točno to. Ogromno sva govorili o takšnih in drugačnih stvarih, tudi o tebi. Veliko stvari počneš oziroma si počela. Rekla si, da si bila zelo tudi zvedav otrok. A imaš še kakšno neuresničeno željo? Razen koncerta Davida Bowija, ki je pač bo ostala že neuresničena. Ampak imaš kaj tazga, kar bi res rada še probala, pa še vedno nisi? Ali je seznam predolg ali prekratek? V bistvu je ful težko vprašanje. Zato, ker že zadnjič, ko smo bili na tej okrogli mizi skupaj, sem rekla, da sem jaz človek, ki živim od do. Ja. Jaz nisem človek, ki bi si delala ful plane v življenju. Včasih me to mal tepe, ne? Ampak taka sem, pač tako funkcioniram. In si tudi ne ustvarjam nekih želja v tem smislu, da bi hrepenela po ne vem čem in da bi ne vem kaj. Jaz sem tako, ne, kar mi življenje prinese na pot, bom izkoristila. Bom probala, bom se vrgla v to, ne. Tako da ful ti težko zdaj odgovorim na to. Razen, da nikoli več ne boš rekla nikoli. To sem se zapomnila. Okay. Začeli sva in tudi nadaljevali potem s tem, kdo je Ana Praznik. Zdaj te bom pa vprašala to, kar ponavadi vprašam vse svoje gostje ali goste. Kdo je po tvoje Irena Joveva? Nisi pričakovala tega vprašanja? Ne, nisem. Irena Joveva je po mojem mnenju zelo... kako bi rekla, zelo pravična mami, ki dopušča, da njena hčerka razpre krila. Irena Joveva je tudi nekdo, ki se zavzema za pravice manjšin. Irena Joveva je nekdo, ki ima ves čas nasmeh na obrazu. Kako ti? Ja, vidiš. Irena Joveva je, veš kaj je Irena Joveva? Neko upanje. To je. Hvala. Ne, hvala tebi. Jaz pa zdaj vem, ne samo to, kateri je moj najljubši praznik, ampak kdo je moj najljubši praznik. The best. Hvala ti, res hvala. Zame je bil zelo fajn pogovor, zanimiv, tudi poučen, moram ti reči, res se ti iz srca zahvaljujem, da si vzela čas. Hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali in do naslednjič z Jovevo na ti.